Jaz vas vse lepo pozdravljam v svojem imenu, tokrat v svojstvu predsednika odbora za infrastrukturo in prostor pri Strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke. Na moji desni je poslanec Danijel Krivec, na levi Ljubo Žnidar, tudi namestnika v odboru za infrastrukturo in prostor. Namen današnjega srečanja je, da vas seznanimo z dvema vloženima zakonoma z področja prometne infrastrukture. Strokovni svet je namreč Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je na eni izmed zadnjih sej obravnaval stanje na področju prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji in stanje na področju prometa v Republiki Sloveniji. Če na kratko strnem ugotovitve iz te obravnave, prva ugotovitev je, da so finančni učinki, finančne perspektive iz obdobja 2007 do 2013 na področju investicij v prometno infrastrukturo, da so se nekako zaključili konec leta 2015. Da kljub temu, da je bila finančna perspektiva za obdobje 2014 do 2020 sprejeta že pred časom in je praktično že 2 leti operativna, doslej Slovenija ni kaj dosti počrpala, kaj dosti projektov za investicije na področju prometne infrastrukture iz nove finančne perspektive. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi sredstva v novi perspektivi do 2020 so bistveno nižja, kot so bila v pretekli oziroma tisti, ki se je zaključila konec leta 2013 oziroma 2015. Iz tega razloga je ocena strokovnega sveta, da je v letošnjem letu, predvsem v drugi polovici leta in potem tudi v prihodnjem, kolikor ne bo nekih ukrepov, nekih aktivnosti s strani vlade, pa tudi državnega zbora, pričakovati upad v sektorju gradbeništva in da tega upada investicije, ki se sicer v zadnjem obdobju oživljajo v zasebnem sektorju, ne bodo uspele v celoti nadoknaditi. Vlada, to je bila druga Janševa vlada, je že v letu 2012 jeseni, mislim, da je bilo to oktobra ali novembra meseca, na predlog ministrstva pristojnega za promet, sprejela takrat odločitev o pripravi nacionalnega programa razvoja prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Predvsem zato, da bi bili pravočasno pripravljeni na črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2014-2020 in tudi iz razloga načrtnega vlaganja v prometno infrastrukturo in njeno modernizacijo in novogradnjo v prihodnjih letih. Takrat je bila nekako ambicija, da bi bil ta program sprejet nekje v roku leta dni do konca leta 2013, da bi bil potem operativen z pričetkom nove finančne perspektive, se pravi za letom 2014. Tu se ni zgodilo, bilo je nekaj zamud na tej poti, tudi ta program se je okoljsko presojal. Ta okoljska presoja, na tem programu so pač ministri potem nadaljevali in ta okoljska presoja je bila nekje zaključena pred kakim dobrim letom dni, tudi javno razgrnjena v začetku leta 2015 in vlada je 29. julija lani, 29. julija 2015, sprejela strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji. To je torej prvi korak na tej poti do tega operativnega načrta. Ta strategija je po našem mnenju dobra osnova za operativni program razvoja prometa, kjer pa se zdaj že malo mudi. Mi smo pričakovali in tako tudi napovedali, če se spomnite, 30. junija sem jaz pokomentiral zavrnitev financiranja tako imenovanega projekta drugi tir v okviru Junckerjevega paketa in takrat sem povedal, da pričakujemo, da bi nam vlada oziroma državnemu zboru nekje do jeseni, da bi v državni zbor prišla z nekim operativnim načrtom na podlagi te strategije. Torej, ocena strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke je, da če želimo preprečiti negativne trende, ki bodo rezultirali na področju gospodarske rasti v prihodnje,
In če želimo preprečiti izpad Slovenije iz mednarodnih prometnih tokov, da je pač ukrepanje na tem področju nujno. In da je potrebno sprejeti odločitve v smislu sprejema operativnega programa razvoja prometne infrastrukture. In izhajajoč iz teh ugotovitev je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke danes vložila v zakonodajno proceduro 2 zakona, in sicer Zakon o graditvi prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki določa nekako ta vsebinski nabor prioritet pa ostalih projektov, ki jih je potrebno v obdobju do 2023 oziroma do 2030 izpeljati na področju modernizacije in novogradnje prometne infrastrukture, in spremembe zakona, ki zagotavlja potem tudi dodatno finančno podlago za ta namen, spremembe zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. Nameni in cilji, ki jih želimo doseči preko obeh zakonov, so predvsem verjetno najpomembnejši ohranitev strateške lege naše države v mednarodnih prometnih tokovih. Vemo, da je potrebno modernizirati en velik del železniškega omrežja in ga prilagoditi standardom, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije. Potem je namen in cilj zakona boljša povezanost posameznih območij, predvsem Koroške in Bele krajine. Potem je naslednji cilj pospešena prenova železniške in cestne infrastrukture zaradi doseganja mednarodnih standardov in okoljskih ciljev. Naslednji zagotovitev pogojev za črpanje evropskih sredstev in njihova gospodarna poraba. In zadnji, pa ne najmanj pomemben zaradi tega, zagotovitev stabilnega investicijskega potenciala v prihodnjih letih, ki bi preprečil veliko vzpone in padce, ki smo jih beležili v preteklih letih na področju državnih investicij v prometno infrastrukturo in ki bi pozitivno vplival na rast bruto domačega proizvoda v sektorju gradbeništva, preko multiplikativnih učinkov, ki jih ta sektor ima, kot vemo, pa tudi v vseh ostalih sektorjih. Na kratko bi vam predstavil oba zakona in bistvene poudarke iz obeh zakonov. Najprej Zakon o graditvi prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji določa nabor prioritetnih projektov na področju železnic in cest, kjer ne omenim samo najpomembnejše koridorje oziroma omrežja. Gotovo je najpomembnejši tako imenovani 5. koridor, vsi ga poznamo pod tem imenom, železniški koridor, ki poteka nekje od Barcelone preko Trsta, Ljubljane do Kijeva, kjer je potrebna modernizacija na celotnem koridorju in prilagoditev mednarodnim standardom, tako glede osne obremenitve kot hitrosti, elektrifikacije, RMTS in ostalega, vključno z novo progo Divača-Koper. Potem je projekt, ki ga želimo izpostaviti, ki je pomemben za nadaljnji razvoj železniške infrastrukture, železniška povezava Maribor-Šentilj meja z Republiko Avstrijo, modernizacija železniške infrastrukture na 10. koridorju, potniška postaja Ljubljana in Tivolski lok, dograditev nove cevi avtocestnega predora Karavanke in obnova obstoječega, nova cestna povezava, v enem delu nova, v enem delu modernizacija Koroške za obstoječo avtocesto Ljubljana-Celje, to je tako imenovani severni del 3. razvojne osi. Potem je tukaj južni del, na podoben način, povezava Bele krajine z obstoječo avtocesto Ljubljana-Novo mesto in priključek pri Novem mestu. Pa v srednji del med severno in južno osjo. Hitra cesta od Jagodja do meje z Republiko Hrvaško z navezavo na Istrski Ipsilon oziroma na avtocesto v Republiki Istri, pri čemer je po našem mnenju potrebno tudi proučiti alternativne možnosti in oceniti, ali je smiselno v dokaj kratkem zgoščenem obdobju graditi 2 kraka. Enega proti od Jagodja preko Lucije naprej proti Hrvaški in drugega po dolini Dragonje. V tem prikazu prioritet so zaradi celovitega prikaza tudi nekateri odseki, ki se že gradijo in ki jih je potrebno dokončati. Tukaj bi omenil predvsem dokončanje modernizacije novogradnje proge do Kočevja in avtocesto, ta manjkajoči krak Piranske avtoceste
ki se tudi že gradi in ki ne bila zaključena do leta 2017 oziroma 2018, Raženci, Gruškovje, meja z Republiko Hrvaško. Pri naboru teh projektov smo predlagatelji izhajali iz strategije, ki sem jo že omenil, ki je vlada sprejela lani 29. julija. Zakon določa, da na tej osnovi, se pravi, upoštevaje to strategijo, kot določbe tega zakona in nabor teh prioritetnih projektov, vlada v 2 mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme in v državni zbor vloži program razvoja prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki pomeni neke vrste operativni načrt za izvedbo posameznih projektov po posameznih področjih prometa oziroma prometne infrastrukture. Ta program je že v izdelavi, v naši oceni bi lahko bil zaključen. Tudi minister pravi, da bo v kratkem vložen, tako da tukaj ne vidimo težave, da se to ne bi zgodilo. V nadaljnjem mesecu dni po sprejemu tega programa v državnem zboru pa pripravi vlada izvedbeni načrt, v katerem so določeni vsi elementi za vodenje projektov po posameznih koridorjih oziroma odsekih, vključno z načinom financiranja, časovnicami in vsem ostalim. Zakon določa, da so za te prioritete, ki sem jih prej omenil, nekatere sem še spustil, so tudi navedene, bosta še kolega dodala, da so roki za dokončanje in prodajo v promet leto 2023, oziroma v tistih primerih, kjer projekti še niso umeščeni v prostor, niso še sprejeti državni prostorski načrti ali gradbena dovoljenja pridobljena, skrajno leto 2030. Zakon zaradi tega določa tudi ukrepe za pospešitev umeščanja v prostor. V primerih, ko vlada na predlog pristojnega ministra oceni, da je zakon kjerkoli ovira za to umeščanje, je vlada dolžna predlagati v najkrajšem času spremembo te zakonodaje s ciljem, da se ti roki, ki jih zakon določa, tudi spoštujejo. Glede finančnih virov, ne omenim predvsem sredstva iz evropskih skladov in evropskega proračuna, nekje v višini 400 milijonov evrov je teh sredstev trenutno na voljo. Brez tistega, kar bi lahko Republika Slovenija črpala iz naslova tako imenovanega Junckerjevega paketa, predvsem iz ostankov posameznih projektov. Potem so pomembna finančna sredstva, ki jih DARS namenja za modernizacijo in novogradnjo avtocestnega omrežja. Ta potencial je velik in v preteklih letih tudi ni bil v celoti izkoriščen, ocenjujemo ga na 200 do 300 milijonov evrov letno. Potem predvidevamo kot vir v tem zakonu obveznice za vlaganja v modernizacijo in razvoj prometne infrastrukture, kjer ocenjujemo, da bi bilo teh obveznic lahko izdanih za 1,5 milijarde evrov preko DARS-a. Sredstva bi se pa namenila za izvedbo investicij na področju dopolnitve avtocestnega programa v Republiki Sloveniji, tako za karavanški predor, kot za hitro cesto na obali, kot za en del tretje in razvojne osi na južnem in severnem delu. In za ostala vlaganja, ki so še potrebna na avtocestnem omrežju zaradi povečanja prometa, predvsem okrog urbanih središč v Republiki Sloveniji. No in dodaten vir so namenska sredstva proračuna Republike Slovenije, ki jih določa ta zakon, ki ga vlagamo tudi v proceduro sprememb. Predvsem zaradi tega, ker trenutno zakon določa samo 2 vira in to sta nadomestilo za uporabo cest in koncesnina od Luke Koper, ki pripada državi. Mi v tem zakonu predlagamo še dodatne vire, ki naj zagotovijo tako sredstva za modernizacijo kot za novogradnjo prometne infrastrukture in na koncu sredstva na podlagi javno-zasebnih partnerstv. V tem zakonu je predvideno tudi poročanje državnemu zboru s strani vlade enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca o realizaciji programa, ki bo sprejet na osnovi tega operativnega programa vsako leto. Glede zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo bi želel poudariti predvsem troje. Z spremembami podaljšujemo čas veljavnosti tega zakona, ki je bil zdaj določen na leto 2023 na leto 2030.
širimo nabor možnosti, zakaj se lahko ta namenska sredstva uporabijo. In tako kot sem prej omenil, predlagamo nove vire financiranja oziroma nove opredelitve namenskih sredstev za namen razvoja prometne infrastrukture. Ta širitev nabora pomeni, da se lahko ta sredstva uporabijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje prometne infrastrukture, za financiranje projektov vključenih v načrt razvojnih programov državnega proračuna na področju prometne infrastrukture, to je tisti del, ki se sprejema v vsakoletnem proračunu, oziroma v večletnih načrtih, in za financiranje projektov navedenih v zakonu o graditvi prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji, to je ta zakon, ki sem vam ga nakratko prej predstavil. Glede teh novih virov predlagamo, da se namensko tako za vzdrževanje kot obnovo in modernizacijo ter novogradnjo prometne infrastrukture poleg teh dveh obstoječih virov sredstev, ki letno pomenita približno 150 do 160 milijonov evrov, nameni še del letnega dobička vseh gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države in svojo dejavnost upravljajo pretežno na področju prometa in logistike oziroma so uporabniki državne prometne infrastrukture. Ta nabor teh družb in delež dobička predvidevamo, da določi vlada v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. Tega potenciala po našem mnenju letno je okrog 50 do 100 milijonov evrov. Potem, katere družbe so to? Dars gotovo, Luka Koper, DRI, Slovenske železnice, kontrola zračnega prometa in tako naprej. Potem predlagamo, da se kot dodaten vir, namenski vir, predvidijo plačila za obstoječe nove ali prevzete koncesije na področju prometne infrastrukture. Dokolikor bi na nivoju vlade do te odločitve prišlo, potem to predstavlja pomemben vir za nadaljnjo gradnjo tako državnega cestnega kot železniškega omrežja v Republiki Sloveniji. Predlagamo, da se uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture določi kot namenski vir, nadomestilo za stvarno služnost oziroma stavbno pravico na glavnih in regionalnih cestah, potem sredstva od prodaje nepremičnin z področja prometne infrastrukture, povračila za izredne prevoze. Predlagamo, da se kot namenski vir za modernizacijo prometne infrastrukture predvidijo kazni od prometnih prekrškov in del trošarine od porabe energentov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v prometu, ki se v okviru obstoječih stopenj trošarine na pogonsko gorivo v višini 10% pobranih trošarin predvidi kot namenski vir za modernizacijo in gradnjo infrastrukture. Se pravi, predvidevamo, da se del obstoječe trošarine nameni namensko v višini 10% za namen modernizacije in gradnje. Ne predvidevamo dodatnih obremenitev z nobenim od teh virov, finančnih virov, ne v tem zakonu, ne v zakonu o graditvi prometne infrastrukture, ne predvidevamo dodatnih obremenitev prebivalstva, davkoplačevalcev in ne gospodarstva. Pri teh zadnjih dveh virih, glede na to, da sta proračuna za leti 2016 in 2017 že sprejeta in da ta dva vira od kazni za prometne prekrške in del trošarine ni bil opredeljen v teh proračunih kot namenski vir, predvidevamo, da se namenta kot namenska vira od 1.1.2018 dalje. V tem obdobju pač se predvidijo ustrezne racionalizacije, da se ta sredstva, ki jih je, kar se kazni tiče, približno na nivoju 30 do 40 milijonov letno, in kar še trošarin tiče 10% približno na nivoju okrog 80 do 90 milijonov letno, da se po 1.1.2018 namensko namenijo kot dodaten namenski vir za modernizacijo in gradnjo prometne infrastrukture. Tako da, če podčrtam, preko obeh zakonov, ki sta bila danes vložena v zakonodajno proceduro, se zagotavljajo dodatna namenska sredstva za razvoj prometne infrastrukture v višini približno 500 milijonov evrov letno, kar bo na eni strani omogočilo stabilen vir financiranja, modernizacije in novogradnje te infrastrukture, na drugi strani pa usklajeno modernizacijo in njen razvoj tudi v prihodnjih letih. Toliko z moje strani.
Zdaj, če oba dva zakona združim ali pa govorim v celoti, seveda, ki sta absolutno povezana, lahko rečem, da tako zakon o graditvi prometne infrastrukture, kako tudi sam zakon o zagotavljanju sredstev, sta ta moment najpomembnejša predloga zakonov v Republiki Sloveniji. Kajti s tem zakonom dejansko ljudem in gospodarstvu dajemo delo. In to je v kriznih časih, v težkem finančnem stanju, kakršna je naša država, najpomembnejše zdravilo za našo državo. To se pravi, da se kriza ublaži, je potrebno dejansko zagotoviti gospodarstvo delo, da se ta akumulacija seveda tudi v prihodnosti obrača. Vemo, da da smo že na polovici nove finančne perspektive 2014-2020. Vemo, da je tu sredstev za vlaganje v državno prometno infrastrukturo relativno malo, slabih 400 milijonov, in da s tem ne podkrepimo v zadostni meri gospodarstva v naslednjih letih. Če za primerjavo podam pogled v čase konjunkture, takrat se je samo v državno infrastrukturo državnega pomena vlagalo preko 2 milijarde. Od tega je bila samo realizacija na Darsu letno nekje od 700 do 900 milijonov letno. Skratka, to so bila precejšnja sredstva, ki so se v to infrastrukturo vlagala. In danes lahko vidimo, da so ta vlaganja tako v cestnem omrežju kot zadnja leta, posebno tudi v železniškem omrežju, da se obrestujejo. To kažejo tudi finančni rezultati poslovanja teh gospodarskih družb, kajti Dars uspešno odplačuje svoje finančne obveznosti in seveda tudi že dobro reprogramira obstoječe kredite in že gradi tudi nove odseke naprej. Ravno tako se zelo dobro poznajo vlaganja v zadnjih 5 letih v železniško omrežje. Vemo, da so slovenske železnice v preteklosti poslovale z negativnim rezultatom, da je danes poslovanje slovenskih železnic pozitivno. Prihodek, ali pa bi rekel čisti dobiček iz lanskega leta bo znašal 38 milijonov. To so spodbudni rezultati, ampak ne samo rezultati poslovanja teh dveh gospodarskih družb, temveč tudi učinki vlaganja prometne infrastrukture na celotno gospodarstvo v državi, seveda, kar je zelo težko finančno vrednotiti, kažejo pozitivne učinke. To pomeni, da so te stvari pomembne v prihodnosti za vlaganje v našo državo. Pomembno je tudi za samo gospodarstvo, da so vlaganja v državno infrastrukturo približno konstantna, da so ta nihanja čim manjša. S tem se gospodarstvo, predvsem pa gradbeništvo, uspešno in konkurenčno lahko kosa z vso konkurenco, ki vemo, da ni samo na področju naše države, ampak bi rekel tudi širše. Kajti stalen vir pomeni tudi konstantno zagotavljanje prihodkov in dejansko dela poslovne uspešnosti gospodarskih družb z tega naslova. Tako da gre za pomembna dva zakona, ki te segmente uspešno in dobro rešujeta v prihodnje. To se pravi izjemno pomembno za reševanje tako gospodarske, kot seveda tudi ostale krize, ki jo čutimo dejansko vsi državljani.
Ja, moja kolega sta v bistvu predstavila ključne zadeve, mogoče še ene par poudarkov, glede na to, da smo v novi finančni perspektivi odrezali lokalne skupnosti od vira za gradnjo infrastrukture, sta ta dva zakona z tega vidika še bistveno bolj pomembna, kajti brez zagona gradbeništva in teh multiplikativnih učinkov, ki jih gradbeništvo v gospodarstvu prinese, bi nastal nek zastoj znotraj gospodarstva, to, kar je bilo že opozorjeno. Glede na to, da smo ta dva zakona pripravili tako, da ne posegata v obstoječe proračune in da črpata vire praktično iz postavk, ki so tudi sedaj na voljo, vendar so nekje utopljene v samem integralnem delu proračuna, menimo, da je upravičenost, da se zakona sprejmeta velika in dajeta tudi eno sigurnost, tako kot je bilo povedano, da se nek investicijski tok na področju gradbeništva ne prekine. Kajti upozorjeno je bilo, da nova finančna perspektiva še ni v izvajanju in v primeru, da se bo odlašalo z konkretnimi zakonskimi rešitvami, navkljub temu, da je strategija sprejeta, bo ta zamik lahko tako velik, da v naslednji fazi v Sloveniji niti ne bo sposobnih izvajalcev, ki bi lahko v prihodnje konkurirali na izvajanju teh projektov na tem področju. Pomemben del teh dveh zakonov je tudi to, da se zavedamo, da niso samo novi projekti ključni, ampak da je tudi vzdrževanje obstoječe infrastrukture pomembno in je zato tudi vključeno v ta dva zakona. Zdaj v nadaljevanju postopka vseeno pričakujemo, glede na to, da smo se v veliki meri oslonili na strategijo, ki jo je ta vlada že sprejela, pričakujemo vsekakor, da se bo opravila resna razprava o tem, o obeh zakonih in da se v končni fazi mogoče z manjšimi popravki, predvsem glede posameznih projektov, ta dva zakona v Državnem zboru tudi sprejmeta. To bi bil nek normalen odziv, glede na to, da strani ministrstva in tudi vlade v operativnem smislu, poleg strategije, ni še nič konkretno pripravljenega. In glede na to, da stalno poslušamo, predvsem glede drugega tira, da je vse pripravljeno, pa nič konkretnega niti poslanci, niti javnost ne vidi, je to še toliko bolj upravičeno in verjamem, da bo v parlamentarnem postopku zakon doživel podporo, kot sem rekel, verjetno s kakšnimi dopolnitvami, vendar še enkrat opozarjam, da je nujen, če hočemo gradbeno operativo v Sloveniji ohraniti vsaj neki primerni kondiciji za naprej.